Naša nocojšnja tema je tema ključnih soočenj. Kot sem rekel prej, delam kot pastor v adventistični cerkvi in seveda pri svojem delu se srečujem neprestano z ljudmi. Sem mož, sem oče, tudi v družinskem krogu se srečujem z ljudmi. In pri svojem delu in v svojem življenju, ravno tako kot vi, se srečujem z različnimi stvarmi, ki niso takšne, kot bi naj bile. Prihaja do tega, da neke obljube, ki so podane, morda niso izpolnjene, da pričakovanja, ki jih imamo, niso uresničena. Da pride tudi do tega, da je neko vedenje ali oblika vedenja nesprejemljivega. In seveda v takšnih situacijah je velika potreba, da se s tem soočimo, da se konfrontiramo na nek način, ne samo z dejanjem in z vedenjem, ampak velikokrat tudi z osebo. Verjetno poznate takšne situacije v svojem življenju, ampak ravno tako verjetno tudi poznate to, da imamo vsaj večinoma tendenco, če je le možno, temu se izogniti. Ker nekako razmišljamo, pa zakaj bi povzročali zdaj neke probleme v odnosih, ne vsaj težava, ki je bo na nek način izginila. Ampak dejstvo je, da velikokrat ni tako, da se lahko težava samo še povečuje in ponavlja in da je ključnega pomena to, da se naučimo seveda pravilno soočiti z osebo, ki ne izpolnjuje nekih pričakovanj, ki so dogovorjene, recimo prelomi obljube ali pa je vedenje takšno, kot ni bilo dogovorjeno, da bo ali pa torej ni sprejemljivo. Mnoge od teh okoliščin, mnoge od teh soočanj niso, da rečem, usodnega pomena. Čeprav se boste srečali verjetno v življenju ali pa poznate koga, ki zaradi tega, ker se ni soočil, je prišel v zelo težko situacijo, lahko tudi ogrozil svoje življenje. Nedolgo nazaj sem prebral en primer, resničen primer o eni letalski nesreči, ker se je zgodila zato, ker se kopilot ni upal soočiti s pilotom, ki je naredil očitno napako. Pilot je zanemaril, da je predolgo v zimskem času čakal na vzletni stezi in se je začel na krilih nabirati led. Nevarnost, ki je pri tem, je, da letalo postane na nek način prehitro in pa neobvladljivo tudi. Ni tako obvladljivo, kot bi moralo biti. In ko se je začelo gibanje seveda tega letala, ko se je začel ves tisti postopek, tako kot bi se naj začel v vseh običajnih situacijah, je kopilot, ki ima svoje naloge ravno tako pri vzletu in tudi po letu sicer, poskušal na različne načine, skozi različne namige opozoriti pilota, da je let. In da vendarle mora ukreniti oziroma da mora upoštevati to dejstvo, te nevarnosti, ki se tukaj dogaja. Ampak šel je k temu primeru, da rečemo tako, kot velikokrat mi gremo, kot mačka okrog vrele kaše. Brez direktnega soočenja, brez direktne pravzaprav tudi zahteve in pričakovanja, ali pa so vprašanje, kaj bo ukrenil glede tega leda, ki se nabira. Govorijo tako kot mi velikokrat, ne, če se led nabira na krilih letala, je to lahko nevarno, ne. Hotel mu je povedati na lep način, da je nekaj, da se nekaj dogaja. In mi v življenju poskušamo tako, ne povemo direktno, ampak tako naokrog in mislimo, saj bo oseba, ki jo poskušamo konfrontirati z neko težavo ali z nečim, kar je po katerih kolih merilih, torej nesprejemljivo, razumela, dojela. Nažalost, ta pilot tega ni dojel in posledica je bila smrt vseh, ki so bili na tem letalu, razen 5 oseb. 5 oseb je preživelo. En drug resničen primer, človeka so pripeljali v bolnišnico zaradi težav z ušesom, domov je odšel kot ponosni lastnik pravkar opravljene vazektomije. In to pri polni, lahko rečemo, zavesti, ko so ga na določenem delu telesa brili in pripravljali, je bil ves čas tiho. Zakaj? Zato, ker se je bal konfrontirati avtoriteto, ki je očitno naredila napako. Skratka,
posledice, ko ne konfrontiramo, ko se ne soočimo z nečim, s čimer bi se morali soočiti, so lahko zelo raznolike. Od tistih zelo hudih, pa mogoče do manj hudih, ampak vendarle pomembnih posledic, ko gre za naše medosebne odnose. In v nocojšnjem predavanju bi rad spregovoril o tem, kako k temu pristopiti. Seveda, v približno 1 uri, vsega skupaj je težko obdelamo vse vidike tega. Ampak dotaknili se bomo tistih osnovnih načel, osnovnih sporočil, ki so pomembna, da lahko začnemo graditi pravilen pristop k temu pomembnemu vprašanju v teh pomembnih trenutkih. Najprej nekaj o tem, kaj pravzaprav je ključno soočenje. Ključno soočenje, seveda, soočenje, ko gre za osebni pogovor o odgovornosti z nekom. Skratka, vrti se okrog vprašanja odgovornosti. In to je nekaj, kar počnemo iz oči v oči. Torej, ne pisno, ne na nek drug način, ampak soočenje, torej že sama beseda v slovenščini lepo namiguje na to, tu so oči, se pravi, iz oči v oči se zadeva dogaja. Skratka, pomembno je, da pride tega v osebnem odnosu. Pri ključnih teh soočenjih, oziroma soočenjih na splošno, je ena od osnovnih stvari ta, da ko gre za negativne vidike, se pravi za napake, pomanjkljivosti, neizpolnjene obljube, kot smo rekli, ali karkoli takega, ne glede na okolje, v katerem se to dogaja, to počnemo v pogovoru 1 na 1. O napakah, o pomanjkljivostih govorimo osebno. Hvalimo javno. Ampak o teh stvarih govorimo osebno. Nažalost, mi veliko krat stvar tukaj obrnemo in karamo javno, hvalimo pa osebno, v tem odnosu. Ampak ključnega pomena resnično pri tem je, da se, ko gre za soočenje, osredotočimo na osebno odnos. Torej v osebnem srečanju izpostavimo tisto, kar želimo izpostaviti. Gre za torej pogovor, ki naj bi bil odkrit, iskren, se pravi tukaj ni prikrivanja, ni skrivanja, ni, kot smo rekli, kot mačka okrog vrele kaše. Tukaj so stvari direktne, so odprte, ampak to ne pomeni, da smo nevljudni. Še vedno ostajamo tankočutni, še vedno imamo občutek za to, da je na drugi strani oseba in da se pogovarjamo z osebo. In če to naredimo na pravi način, torej če se na pravi način soočimo z nekom, oziroma nekoga z nekim vedenjem, ki ni sprejemljivo, potem seveda imamo v tem vsaj 2 prednosti, oziroma 2 pozitivna rezultata sta lahko takšnih soočen. In sicer prvi rezultat je, da se težava reši, ker k temu težimo. Se pravi, je nek problem, je neka težava in naš namen je to težavo rešiti. In če pristopimo na pravi način, smo na dobri poti, da v resnici tudi rešimo. Seveda, to si želimo. Namen soočenja ni, da osebi povemo, kaj vse dela narobe in da jo pustimo potem v takšnem stanju, da naj zdaj malo razmišlja o tem, kaj vse dela narobe. Namen soočenja je, da povemo, kaj je narobe, vsekakor, ampak da skupaj poiščemo pot do rešitve. Rešitev je tisti končni cilj, v kateremu gremo. In druga stvar je seveda, da se odnos, če pristopimo zadevi na pravi način, izboljša. In vsi si želimo dobrih odnosov, je tako? Mislim, da nihče od nas ne reče, jaz pa si želim slabe odnose z ljudmi okrog sebe. Želimo si dobre odnose doma, želimo si dobre odnose v službi, želimo si dobre odnose v skupnosti, v kateri živimo, kjerkoli smo, si želimo dobre odnose. In da pridemo do dobrih odnosov, moramo znati uporabiti tudi to veščino. Torej ne izogniti se temu. Veliko ljudi se, ko se sreča s potrebo po soočenju, ustavi zaradi straha. In sicer v takšnih trenutkih pride do 2 odzivov pravzaprav. Če se to soočenje ne naredi na pravi način, se ali umaknemo, torej korak nazaj, in smo tiho, ne izrazimo svojega mnenja, tiho trpimo, kot rečemo, zaradi tega prenašamo pač karkoli že je, skratka, gremo nazaj, naredimo nekakšen umik, ali pa na drugi strani postanemo nasilni
ne fizično nasilni, ampak v komunikaciji nasilni. Mislim, da poznamo ljudi, mogoče smo mi kdaj takšni, da uporabimo nasilje pravzaprav v komunikaciji. To ne pomeni samo pitje in ne vem, zmerjanje ali karkoli takega. Ne. Nasilna in nenasilna komunikacija je pravzaprav cela znanost. Besede, ki nam zvenijo čisto nenasilno in sprejemljivo, so lahko nasilne v komunikaciji. Tako da ali gremo v eno ali v drugo smer zaradi pravzaprav straha, ker se tega na nek način bojimo in ker smo negotovi v tej situaciji, se torej ali umaknemo ali pa gremo predaleč, naredimo nekaj korakov preveč. In seveda rezultat ni ne rešitev težav, ne boljši odnos, ampak problem, ki je lahko še večji in odnos, ki je lahko še slabši. Zato je ključnega pomena, torej, da znamo pristopiti na pravilen način. Da naredimo v tem trenutku mogoče eno takšno, rečemo temu samo analizo, kratko anketo. Okay? 7 vprašanj vam bom postavil, ne rabite javno odgovarjati, odgovarjate samo za sebe, da boste videli, kje ste na tem področju, kako močni ali pa šibki ste na področju soočenja. Za vsak da odgovor, ki ga boste dali, si dajte eno točko. Ne rabite pisati, samo štejete, lahko ali s prsti ali pa v glavi, bo zadostovalo. Ni pomembno. Gre samo za to, da sami sebe na nek način skozi eno takšno mini anketo seveda preizkusimo. Se pravi, odgovorite samo za vprašanjem da ali pa ne. In je prvo vprašanje. Raje, kot da bi se prepirala z nekaterimi pogovori odlašam dlje, kot bi bilo treba. Torej, situacija je takšna, ne vemo, da je problem, bojimo se, da če bomo se soočili, bo nastal prepir in potem reči čakamo, da se bo problem na nek način rešil ali pa da bo oseba sama spoznala. Ne. Če imate takšno tendenco, potem si rečete da in si date eno točko. Dobro? Gremo na drugo vprašanje, ko kdo ne izpolni obljube, včasih to osebo prehitro obsodim. Včasih, ne vedno, ne? Včasih, tako kot piše vse. Včasih težave izpostavim tako, da se sogovornik začne braniti. Tretje, potem četrto, da bi koga pripravil do tega, da naredi določena stvar, se včasih poslužujem občutka krivde ali pa grožnje. Poskušamo nekomu ustvariti občutek krivde ali pa mu začnemo groziti. Tako, prefinjeno, da razume, zakaj gre pri tem. Če da, potem si date eno točko. Okay? Ko kdo česa ne zmore ali ne zna, skočim svoje rešitvi ali na svetom, čeprav si ta oseba le želi priložnost za pogovor o svojih zamislih, ki jih ima glede tega. Če da, si date tudi tu eno točko. Ne? Ko drugi govorijo o svojih težavah, se včasih izgubim in spregledam pravo rešitev. Zgubimo se v težavah, začnemo o težavah razmišljati in pravzaprav ne pridemo do tega, kaj je ali resnična težava in kaj je prava rešitev potem pri tem. In še zadnje, včasih, ko rešujem težavo, pozabim razčistiti, kdo bi naj naredil kaj in dokdaj, da rešimo to težavo. Se vam to zgodi? Predebatirali ste stvar, prišli ste, to je rešitev, ampak pozabili ste povedati, kdo bi naj zdaj to naredil in dokdaj bi naj recimo to bilo narejeno. No? Okay. Se pravi, za vsak dan ste si dali eno točko, prišli ste do nekega določenega rezultata in sicer, če imate 6 ali 7 točk, potem ostanete do konca predavanja. Če imate 4 do 5 točk, pomoč bi vam prišla prav. Okay? Gre vam, ampak lahko boste v tem predavanju slišali nekaj koristnega tudi zase. 2 do 3 točki v glavnem vam uspeva, ko gre za soočenje. Se pravi, stvari obvladujete. V glavnem, ne vedno, ampak večinoma. 0 do 1, lahko vi pridete, pa predavate na mesto. Okay? Tako da če kdo z veseljem zamenjam, ker gre verjetno zelo gladko na tem področju. Ja, kje ste pa vi?
Tako bom rekel, ne, ko sem se začel s tem ukvarjati, ne, najprej sem si rekel, ok, tam 4 do 5 sem se vrtel, ne, v tem smislu. Moram priznati, da sam osebno sem imel to tendenco, nekako nisem konfliktna oseba, ne maram konflikta kot takega, da se konfliktu izognem. Umik je bil moja varianta, moj izhod nekako v takih situacijah. Ne. Ampak potem sem začel spoznati, da to ne funkcionira. Ne v odnosu z ženo, ne z otroci, pa tudi službe ne funkcionira. To ravno tako, ker sem nekaterim tudi nadrejen, ne, in je treba neke stvari izpostaviti. Tako da potem sem se začel malo učiti in zdaj se premika malo niže navzdol. Okay? Z vami v bistvu delim tudi svoj boj na tem področju, da rečem. Ne? Tudi meni, pa pravzaprav mislim, da ni človeka, ki bi lahko rekel, ok, meni absolutno vedno uspe. Vse. Ne gre to. Zakaj ne? Zato, ker ko gre za soočenja, ko pridemo do takšnih situacij, ki so res ključne, ki so pomembne, takrat so vključena tudi čustva. Ne soočamo se vedno z mirno glavo, ne, čisto intelektualna vaja, ki jo bomo naredili z nekom. Ne. So čustva, ko gre za pomembne stvari, so da bližje, kot so nam ljudje, se pravi družina, družinski člani, višja so čustva tukaj, ne, vključena. In zato nam včasih spodrsne tukaj, na tej strani. To nas na nek način potegne, pravzaprav potegne nas v to, da prehitro zdirjamo v celo to soočenje in da ne razmislimo, kaj pravzaprav hočemo skozi to doseči. Tako da tudi, ko začnete uporabljati te stvari, seveda napredujete. Dogajajo se stvari, vidite, nek premik in ko pridete mogoče v okoliščine, v katerih ste prej odreagirali na ta način, zdaj pa veste, to ni dobro, ne se ustavite in poskušate drugače. Tako da gre, seveda pa tudi tu velja, tako kot na vseh ostalih področjih, vaja dela mojstra. Vaja dela mojstra. In ko gre za soočenje, še ena stvar pomembna. Ne? V soočenje ne gremo kar tako za nekom, na soočenje se pripravimo. To je pomembno. Vedeti moramo, kaj je težava, s katero soočamo to osebo, o kateri govorimo. Vedeti moramo tudi, kam želimo priti skozi to. Se pravi, kaj je z našega zornega kota tisto, kar bi bil zadovoljiv ali pa spremljiv rezultat tega. In zato rabite malo časa, da razmislite o tem. Nekaj, ok, govorili smo o nekih soočenjih, nekaj vem, zdaj pa gremo v to. Ne, treba je malo o zadevi premisliti. Skratka, mislim, da skozi to tudi, kar smo govorili, vidimo, da imamo vsi potrebe na tem področju. Ne. Nekaterim gre malo boljše, drugi malo slabše, ampak mislim, da večina se sooča tukaj z dokaj velikim izzivom, ki je obvladljiv na nek način, da se nekaj narediti in konec koncev, zato smo tukaj, ker si želimo boljše življenje tudi na tem področju. In skozi to dejansko lahko naredimo konkretne korake v tej smeri. Najprej bi se ukvarjali z dvema vprašanjima, ki so, ko gre za soočanje, torej dve vprašanji, ki sta bistveni. Kaj in če? Kaj je pravzaprav težava, o kateri govorimo, in če je potrebno se soočiti glede te težave ali ne. Namreč, kaj se nam dogaja? Ne? Včasih čutimo, da bi bilo potrebno, pa ne odpremo ust, ne spregovorimo. Ampak zgodi se tudi obratno. In sicer spregovorimo, potem pa čez čas vidimo, da bi bilo boljše, da smo bili tiho. Veliko vlogo tukaj igrajo še enkrat emocije, čustva. In nekdo je rekel, ne, da če poskušamo soočenje opraviti v jezi, če dovolimo, da nas to čustvo obvladuje, potem lahko se zgodi, da bomo sestavili najboljši govor, ki smo ga kdajkoli imeli, ampak ga bomo zagotovo tudi obžalovali. In včasih je dobro, da smo tiho. Redko sicer, ampak v določenih situacijah je tudi to pomembno. No, najprej se bomo ukvarjali na kratko s vprašanjem, kaj. Namreč, ko gre za soočenje, kot sem rekel, moramo vedeti, kaj je pravzaprav težava. Ni vse težava, kar se nam zdi, da je težava. Ne vem, koliko
vas imali, imelo to izkušnjo, recimo, če gremo čisto na družinsko življenje, vsakdanje, recimo, domnevam, da nekako večina nas imali, pa je imela otroke, ki so v nekih najstniških letih bili in so začeli potem s prijatelji hoditi ven in kot vsi najstniki zamudirati. Ker mi postavimo uro, vem, vikend je, ne, lahko so zunaj, ne vem, do 11, rečemo, ne, ampak naša najstniška hči pride domov ob 12. Jasno je, da tega ne sprejmemo mirno. Mislim, da ni nikogar od staršev. Če gre za prvič, ne, takošno situacijo, ne sprejmemo mirno in takoj se začne nekaj dogajati v nas. Ne. Sigurno rečemo, zakaj nisi poklicala, odvisno pač kdo je, kje si bil, kje si bila, zaradi tebe sem bil čisto zaskrbljen, kaj se dogaja. Ne. Poznamo te situacije. Kaj je v takšni situaciji pravzaprav težava? Je težava to, da je naša najstnica ali najstnik zamudila, je težava to, da nam ni sporočila, da prihaja pozneje, da je do nečesa pač prišlo, da ne more priti pravi čas. Je težava to, da je na nek način naše zaupanje izdala, mi smo zaupali, da bo do 12. nazaj. Odvisno od tega, kaj je pravzaprav težava, ne? Ker stvari se bomo lotili odvisno od te težave. In zato moramo najprej definirati težavo. Torej ne smemo dovoliti na nek način, da gremo v smeri, da bi se ukvarjali za napačno težavo. Ker potem to soočenje ne bo pripeljalo do tistega rezultata, ki ga mi želimo. Pravzaprav bomo lahko v nizu soočenja našteli en kup težav, ki nas bodo vsaka vlekle v neko svojo smer. In rešitve ne bo nobene, na koncu bomo samo še bolj skregani, kot smo bili na začetku. Zato moramo začeti s prav težavo in kako vemo, da se ukvarjamo za napačno težavo lahko. Ne? Nekaj stvari samo čisto na kratko. Prvi vrsti je, da nam rešitev, sicer to je spoznanje, ki pride veliko krat pozneje, lahko pa tudi v samem procesu že prihajamo do tega, rešitev nam ne prinese tistega, kar v resnici želimo. Se pravi, moramo vedeti znova, kaj želimo. Zakaj nekoga za nečim soočamo. Moramo začeti s tem, ne moramo kar tako, to mi ni všeč, pa ti bom to zdaj povedal. V redu, zakaj mi boš to povedal? Kaj bi se naj potem zgodilo? To je to vprašanje. Ker če samo povemo, da nam ni všeč in ne vodimo pogovora v smeri, da pride do neke rešitve, potem smo odprli neko bojno področje, če lahko rečemo tako, bojno polje, kjer preprosto prihaja naša obtožba, pa obtožba z druge strani, pa spet mi malo, pa spet drugi malo in igramo ping-pong. In na koncu nekdo odide iz sobe in zaloputne vrata. Tako se veliko krat konča, ko poskušamo nekaj na tem področju delati. Ampak razlog je lahko, da se ukvarjamo za napačno težavo in če vemo, da nas stvar pravzaprav vodi do napačne rešitve, potem moramo začeti nekje drugje. Skratka, moramo vedeti, kaj pričakujemo na koncu in ali nas bo to, kako si vse skupaj zamišljamo, tja tudi pripeljalo. Včasih v celoti, kot sem rekel, dojamemo šele naknadno lahko. Ampak veliko krat, pravzaprav v večini primerov se da stvar predvideti tudi naprej. Ker lahko se zgodi, da seveda z rešitvijo pod narekovaj ali pa tem, kar mi mislimo, da je rešitev, ustvarjamo novo težavo. Potem nismo nič rešili. Potem smo samo odprli še eno težavo več. Skratka, to je prvi znak. Drugo, da se ukvarjamo z napačno težavo, ko nekoga soočamo z nečim, je znak tudi to, da se moramo vedno znova in znova ukvarjati s to isto težavo. To je tisto, ko rečemo že 100-krat, pa mogoče smo blizu resnice, tudi sem ti o tem povedal. Ne? Sem te na to opozoril, da to ni prav, da ni vredno. In potem se sprašujem, pa kaj narobe z nami ali s to osebo, da ne more dojeti, da ne moramo vedno govoriti o istem problemu. Težava je mogoče v tem, da smo začeli na napačni strani. Se pravi, nismo začeli s tistim, kar je v resnici osnovna težava, osnovni problem. Ampak za nečim, kar je v nekem trenutku morda videti kot problem, ampak očitno za rešitvami, ki smo jih ponujali ali do katerih smo prišli skupaj, nismo tega razrešili. In znak, da se ukvarjamo za napačno težavo, je tudi ta, če vedno bolj postajamo v procesu vznemirjenja.
Ali v tem soočenju samem, ali pa v času, ki mineva. Se pravi, če emocije začnejo prevzemati nadzor nad nami, torej popolnoma. Če se v nas dviguje neka temperatura, pritisk, kot rečemo, ne? Če se ton glasu vedno bolj povečuje. Zbore, to so vse znaki, da očitno ne gremo nikamor v tisti smeri, v kateri bi naj šli, ampak da se vrtimo v nekem začaranem krogu. In razlog za ta začarani krog je lahko prav ta, da je napačna težava. Težavo moramo definirati na začetku, torej moramo vedeti, kaj je problem, ker šele potem ga lahko zadovoljivo rešimo. In tisto, kar nam na nek način mora uspeti, je, da ta problem definiramo, da rečemo v enem stavku, jasnem stavku. In to preden se lotimo soočenja. Ne potem, preden se lotimo soočenja. Moramo vedeti in reči, to je problem, to je težava. Čisto jasno, čisto konkretno. Zakaj je to pomembno? Zato, ker, kot smo rekli, ne, ko soočenje teče, ko nek pogovor teče, in soočenje niso prijetni pogovori. Če bi bili prijetni, ne bi bežali od njih. Ne bi se jih izogibali, ampak bi se jih lotili. Ampak v teku soočenja sama težava ne postaja vedno bolj jasna. Ampak ravno nasprotno učinek se dogaja. Zato moramo na začetku definirati in zato sem rekel, ko gre za soočenje, je ključnega pomena to, da se nanj pripravimo. To moramo narediti, če želimo biti uspešni. Kako odkriti pravo težavo? Zdaj dobro, če vemo, kaj je napačno, ampak kako priti do prave težave? Prvo, razmišljati moramo o treh stvarih, o vsebini, o vzorcu in o odnosu. In ko osebo soočimo in soočamo z nečim, pravzaprav govorimo o teh treh stvarih. Vsebina je konkretna, da rečemo, težava in problem, ki smo ga opazili, ko se ta zgodi prvič. Tukaj je ena zelo pomembna stvar, ki bi rad poudaril. Če gre za nekaj nespremljivega, če gre za neizpolnjene obljube ali pričakovanja, kot smo rekli, potem soočamo takoj prvič. Ne, ko bo se spet ponovilo. Ker če ne naredimo tega prvič, ampak drugič ali tretjič, recimo, ko se že ponovi, smo z vsemi zamolčani do tistega trenutka pravzaprav takšno vedenje mi sami potrdili. In potem se nam zgodi, da nam oseba preprosto reče, ja, kaj ti je zdaj naenkrat, se pa to je že bilo, ne? Zakaj je to zdaj narobe, če pa prej ni bilo narobe? In seveda nimamo potem tu tistih argumentov, ki bi jih morali imeti na razpolago v takih situacijah. Se pravi, če gre za nekaj, kar se nam zdi ali je dogovorjeno, nespremljivo, potem se s tem soočimo prvič. In to je ta element vsebine. Se pravi, kaj je osnovni problem na začetku samem, dejanje kot tako. Lahko se to ponavlja večkrat. Potem razmišljamo o vzorcu, razmišljamo o tem, čakaj, je to samo zdaj kot enkratno dejanje, ali je to že bilo, je to nekaj ponavljajočega se, ne? In tiste stvari, ki se ponavljajo po nekem vzorcu, seveda predstavljajo oziroma usmerjajo na nekaj, kar v resnici je težava. In ključno pri tem je, da razmišljamo o tem, kako vse to vpliva na naš odnos s to osebo. In ta odnos je lahko ali poklicen odnos, ali pa čisto osebni, torej in zasebni odnos, če hočemo. Sploh ni pomembno. In seveda, pomembno je, da to, kako vpliva, malo se bomo tega dotaknili še kasneje, tudi osebi povemo. Ne, da smo tiho glede tega, ampak da to tudi izpostavimo. Potem druga, narejen nasmeh so samo usta. Oči ostanejo nedotaknjene. Ko se nekdo pristno smeji, se gubice okrog oči pojavijo. To je čisto ena preprosta stvar. Nedolgo nazaj sem začel brati eno knjigo, pravzaprav me navdušilo eno predavanje avtorice, čisto kratko, ki govori o tem, kako prepoznati, kdaj človek laže. In sicer ne namen pravi sama, ni da se spremenimo v detektive in da zdaj gledamo druge, ampak da pravzaprav ustvarjamo na ta način, ko pričakujemo resnico, resničnejši svet. In da se ne dovolimo, ker njena izhodiščna teza je ta, zakaj nam ljudje lažejo, zato ker jim to dovolimo. Mi sami jim damo dovoljenje, da to naredijo. Ker če ne dovolimo, če prepoznamo, potem seveda namen ni reči, aha, lažeš. Ne?
v tem smislu, ampak ne, vztrajamo, iščemo resnico pri tem. In zato gre v odnosih, za iskreno, za odprto, za resnico. In govorica našega telesa pove marsikaj. In če v sebi, torej naše besede pravijo, ne, vse je v redu, ampak v nas, veste, vre, kipi noter, ne, potem se to vidi na zunaj. In ko čutimo mi sami in ko drugi zaznajo neskladje, potem je čas, da nismo tiho, ampak da povemo tisto, kar je treba povedati. Potem druga stvar, imamo slabo vest. To je mogoče včasih kaj zastarelega v nekem, ne, govorimo o vesti in podobne stvari, ampak vemo, da nas preganja tisti neki občutek, ne, da bi morali povedati, ne, da bi morali reči, morali bi odreagirati, pa nismo. In potem se, kot rečemo po domači, žremo zaradi tega, ker nismo takrat, ko bi morali. Ne. In če se nam to dogaja, če imamo ta občutek in nas spremlja, potem pripravimo se na soočenje in soočimo se z osebo glede tega. To nas samo usmerja v tej smeri, da ne smemo biti tiho. Potem vprašajmo se, ali smo zato, da smo bili tiho, torej izbirali med varnostjo tišine, da rečemo, in tveganjem pogovora. Namreč, kaj je varnost tišine? Če smo tiho, če nekoga ne soočimo z nečim, potem vemo, da bodo stvari približno ostale takšne, kot so nekje. Če pa odpremo usta in nekoga soočimo z neko težavo, potem pa ne vemo, kakšen bo rezultat. Ker ne vemo, kako se bo oseba odzvala. Lahko se odzove pozitivno, lahko gradi odnos, lahko sprejme to kot priložnost, da se odnos izboljša, da se spremeni, lahko pa se odzove, kot smo rekli, zaloputne vrata in je nikoli več ni nazaj. In ko gre za določene težave, se vprašamo, zakaj nismo spregovorili, ni to morda zato, ker smo se bali na nek način, ker je to tvegano početi. Ampak dolgoročno gledano je večje tveganje za odnos, če smo tiho, kot če povemo. Sploh pri odnosih, kjer je dosti velika bližina, ne, in intimnost. In potem še ena stvar, ki nam lahko pomaga pri tem, da se vprašamo, ali si morda govorimo, da če bomo povedali, se tako ali tako ne bo nič spremenilo. Poznamo te situacije, ko rečemo, pa zakaj bi se jaz izpostavljal vse, tudi če mu to povem, on bo še vedno tak, kot je bil. Še vedno bo isti. In nekako sami sebe prepričamo v to, da nimamo ravno velike moči in da je boljše, da smo potem tiho. Zakaj bi se izpostavljali in ogrožali nek odnos, če je boljše, da smo tiho. Spravi, če skozi ta vprašanja pridemo do tega, da smo vendarle zaradi nekih razlogov molčali, ko bi morali spregovoriti, potem je čas seveda, da se pripravimo na soočanje in da se z osebo tudi soočimo. In zdaj vprašanje, kako soočiti. To nas zanima verjetno. Kako to narediti? Jaz bi začel s tem, kako ne začeti soočenje. Kako ne začeti tako, da se igramo igrice. In te igrice imajo različne oblike. Ena od takih igric pride v sendviču, ko se z nekom poskušamo soočiti. Vidim, da imaš lepo frizuro, potem problem, ki ga hočemo, potem pa spet nekaj lepega povemo. Veste, takoj za tem. In mislimo, vse smo povedali, kaj je problem, karkoli že. Se pravi, začnemo z nekim komplimentom, spustimo bombo tisto, potem pa na koncu vse skupaj pokrijemo spet z enim komplimentom. In zadeva je, ok. In potem si rečemo, ali pa čez čas, ko pride do nekega pogovora, s to osebo nas vprašam, pa zakaj mi nisi povedal, rečem, vse sem ti povedal. Takrat, vse sem to naredil, pa nisi slišal ali slišala pri tem. To so igrice, ki si jih igramo in te igrice ne prispevajo k temu, da se reši ta težava. Sveda, ker oseba na drugi strani, če zazna to, če to vidi, dojame tako, kot je bilo tudi izpostavljeno, potem se počuti na nek način opeharjeno, zlorabljeno tudi. Ne glede na to, ali je kriva ali ni kriva, sploh ni pomembno. Ampak oseba, ki tako čuti, seveda ne more stopiti skupaj z nami na pot nekega reševanja težave. Potem tudi ne igrajte se pantomime, ko gre za soočenje. Vemo vsi, kaj je pantomima, torej prikazovanje brez besed. Če nekdo zamudi in je to problem, ker sporoča, karkoli že pač sporoča, ali nezaupanje, ali prezir vaših potreb, ali karkoli že drugega, potem to povejte, ne gledajte na uro, ko pride skozi vrata.
To je pantomima v tem primeru. Ne? Oseba pride, vi pa ono na uro pogledate, ne? Tako da vidi. Sicer zdaj ne nosimo več ur, ne? Na mobitel, ali pa ne vem, gledati koliko ura, tako da vas vidi. Ne? Povejte, ne začeti na ta način. Ne? Potem naslednja stvar, tudi ne prenašajte odgovornosti na nekoga drugega. Ne? Vse v bistvu mene ne moti, veš, ampak gled zaradi drugih ljudi. Ne? Ti to povem. A v resnici ste vi tisti, ki vas moti, ne? In ste odgovorni za to stvar, karkoli že, recimo. Ne? Povejte konkretno, direktno. Ne nekdo drug je kriv. Vsi vemo, poznamo toliko, ne vem, beremo literaturo, gledamo tudi kakšni film, ne, ko policaji zaslišujejo, predvsem v ameriških filmih, kaj se dogaja. Dober in slab policaj, ne, vedno. In kdo največ zve? Seveda vloge se odigrajo, jasno, ampak zve tisti, ki, glej, sej, več, jaz te razumem, popolnoma, ne, on je takšen, ali pa ona je takšna, in potem seveda človek začne tukaj nekako se odpirati, govoriti tisto, kar mogoče ne bi. Pri tem. Ne poskušajmo početi nekih podobnih stvari in taktik v naših medsebojnih odnosih, ko gre, in še nekaj, ne igrajmo se v glavni, kaj mislim. Če smo v nekem nadrejenem položaju nekomu, recimo, ne vem, v službi, v šoli, kjerkoli, nekoga pokličemo na pogovor, ne, ker ga hočemo ali jo hočemo soočiti z nečim, potem ne začnimo vprašanje, kaj misliš, zakaj sem te poklical? Razumete? To se pravi, ti zdaj preberi moje misli, zakaj si tukaj, ne? Ugibaj v tem smislu, ne? Ugani, kaj mislim. Ne počnimo tega, ne? Povejmo, poklical sem te zato in zato, ali pa s tabo bi se rad pogovorila zato in zato, ne? Greva na čaj, na kavo, kaj misliš, zakaj so šla po 5 letih? Povejmo, zakaj mora ta druga oseba ugibati, kaj se dogaja. Ne? Se pravi, ne začnimo soočenje na ta način. Kako potem začeti? Ne? Evo, prvi korak, ki je zelo pomemben, je, čisto na kratko, če gremo, da opišemo vrzel. Zdaj, kaj je vrzel? To je pravi izraz, ki se tukaj uporablja. Vrzel je neki razmik vedno. Ne? In v tem primeru je to razmik, prepad, če hočete, med tistim, kar bi moralo biti in med tistim, kar je. Skratka, to je treba definirati, opisati, na kakšen način. Ko to počnemo, moramo misliti na nekaj, kar je zelo pomembno v odnosu, na varnost. Če se oseba, ki jo soočamo, ne počuti varne, potem pozabite na pozitivne rezultate. Kako se bo oseba počutila varna v odnosu? Prvo je, da to osebo spoštujete kot osebo. Ko se z nekom soočate, ne glede na odnos, kakšen je, formalni odnos, mogoče v službi, torej na delovnem mestu ali pa v družini, ne vem, starši otroci, ne. Nikoli ne prihajate iz položaja, jaz sem tu, ti si pa tu nekje. In ni pomembno, kaj ti misliš, kaj ti čutiš, ampak je pomembno, kaj jaz mislim. Zato, ker imamo avtoriteto, imamo položaj in iz tega tudi izhajam. Ravnajmo spoštljivo, ne glede na to, da smo nadrejeni mogoče nekomu. Spoštujmo osebo, pokažimo spoštovanje z besedami, pokažimo spoštovanje tudi s tonom glasu svojega, ko komuniciramo s to osebo. Skratka, dajmo tej osebi občutek varnosti. In drugi element pri varnosti je ta, da poudarimo skupen namen. Da poudarimo, kaj je verjetno skupnega obema. Oba si želiva, da bi, ne vem, delali dobro v službi, recimo. Oba si želimo, da bi najin odnos doma bil dober. Na ta način takoj damo signal, torej, na to, da so nam pomembne stvari, ne samo, ki se tičejo nas, ampak tudi druge osebe. Seveda ne govorimo, kar si oba želimo, če vemo, da se samo mi to želimo. To tudi ni zdravo. Ampak ko vemo, da so neke stične točke, skupne točke, potem poudarimo to. In na ta način enostavno ustvarimo eno varno okolje. Ne vem, če ste kdaj poskušali, recimo, ko ste se z nekom soočili. Ne? In enostavno imate ljudi, ki so prestrašeni. Prestrašeni so, ker ne vejo, kaj se bo zgodilo. Potem se sprašujejo, pa kaj, pa se nisem tako grozen, razumete, ampak malo stvari je pomembnih, da seveda v taki eni situaciji pride do
enega takšnega trenutka, ki pravzaprav zapre vrata za učinkovito soočenje. Ko začnete s tem občutkom varnosti, ko ste ves čas pozorni na to, občutek varnosti ustvarite tudi na ta način, da spostavite kontrast lahko. Namreč, povejte, kaj si ne želite, torej, kaj ni vaš namen skozi to soočenje in kaj je vaš namen. Ker, ko nekoga pokličete, recimo, na takšno soočenje, da rečem v službi, naprimer, če smo za to odgovorni, potem se seveda v glavi te osebe pojavljajo številna vprašanja. Kaj zdaj? Kaj hoče? In potem se poleg teh vprašanj pojavljajo tudi neka pričakovanja, ki so lahko napačna. Aha, poklical me je to zato, da se zdaj znese nad mano, da pokaže, da je on šef. In ko so takšna napačna pričakovanja povezana s temi napačnimi vprašanji, tudi se seveda oseba ne počuti varna. In to lahko začnemo razgrajevati na ta način, da torej povemo, glej, ni moj namen ta, ampak takšen. Poudarimo to, če je potrebno tudi večkrat. Se pravi, ta občutek varnosti ustvarimo. Povejmo, naslednja stvar, povejmo svojo zgodbo, da rečemo. Povejmo, kako mi stvar doživljamo. Kako mi doživljamo ta problem. Govorimo o sebi. Pri soočenjih, pri komunikaciji v konfliktih je ključnega pomena, da ne napadamo. Ena od nasilnih besed v govoru, v komunikaciji je besedica ti. Ali vi. Ali vi, ja. To je nasilna beseda, pravzaprav. Čeprav bi rekli, kaj? Tako je. Zakaj? Ker ko izpostavimo, ti si vedno takšen. Vse veste, da ima mož in žena. Nikoli tega ne narediš, ti ne narediš tega. Potem kaj drugi reče? Ni res, jaz to naredim. Ne, nikoli. Razumete? Zakaj? Ko rečemo ti, se druga oseba počuti ogrožena in začne se braniti. Pri tem. Zato povejmo svojo zgodbo, kako mi doživljamo težavo in to svojo zgodbo zaključimo s vprašanjem. A imam prav? Se morda motim? Ali mi manjka kakšen podatek pri tem? Na ta način se mi izpostavimo kot tisti, ki se lahko motijo tudi. In v resnici se lahko, jaz mislim, da ni nikogar med nami, ki bi rekel, da se ne more zmotiti. Ampak ko se na ta način izpostavim, potem smo tisto napetost, ogroženost, ki obstaja v odnosu, takoj zmanjšali in to zelo zmanjšali. Potem se oseba ne čuti napadeno, ampak je v poziciji, da lahko neke stvari pojasni. In skozi to pojasnilo odkrijemo seveda, kaj je prava stvar, oziroma kaj pravzaprav tej osebi manjka in to je drugi korak. Dve stvari lahko manjkata. Zakaj neko vedenje ni takšno, kot bi morala biti, kot ga pričakujemo. Prvo je ta, da ni motivacije za to. To je prva stvar, ki je zelo pomembna. Pri motivaciji, seveda o njej bi lahko veliko govorili, ampak motivacija ni nekaj, kar prihaja od zunaj. Motivacija je nekaj, kar moramo mi od zunaj, če lahko tako rečemo, v osebi spodbuditi, kar tam že je. In ena od najboljših oblik motivacije, da se neko vedenje recimo preneha ali da se spremeni, je ta, da spregovorimo o posledicah. Posledice, pozitivne ali negativne, so najboljše motivacijsko sredstvo. Zakaj nekaj stvari počnemo? Zakaj? Zato, ker pričakujemo določene rezultate od tega, določen učinek pričakujemo od tega. Ne? In ne glede na to, da včasih počnemo neumne stvari, in vsi jih počnemo, neumne stvari počnemo, zakaj? Zato, ker upamo, da bo učinek tisti, ki si ga želimo. In posledice so vedno zelo močna motivacija. In če želimo nekaj ustaviti, potem spregovorimo o posledicah nekih ravnanj. Ne grozimo tukaj. Govorimo o naravnih posledicah. Torej o tem, do česar neka oblika vedenja lahko pripelje. Kako neka oblika vedenja vpliva na nas, vpliva mogoče tudi širše. In kaj bo končni rezultat tega, če se bo tako nadaljevalo. Skratka, to je pomembno. Če vidimo, da je tukaj težava na tem področju, pri tem. Druga stvar, ki se prepleta seveda z motivacijo, vedno so sposobnosti, zmožnosti, če lahko rečemo. Imate ljudje, ki sicer so motivirani, pa ne vejo kako. Kako naj pristopijo k neki stvari, kaj naj naredijo.
Ne? In potem se tukaj sklene en krog, če ne veš, kako naj narediš, na koncu več nisi motiviran tega narediti. Vsi to poznamo. Ne? Če nekaj ne znamo, nismo motivirani, da bi to naredili. Ko pa se naučimo, potem naenkrat se začne spet vrteti kolesje v tisto pravo smer. In to moramo ugotoviti v tem soočenju. In zato končamo tisti prvi del z vprašanjem. Zato odpremo vrata za komunikacijo z druge strani. Zato ugotavljamo, kaj manjka. In potem, ko ugotovimo, kaj manjka, seveda lahko ponudimo oziroma vodimo pogovor v pravi smeri. Včasih je treba spodbuditi motivacijo, torej s tem, kar smo rekli, s temi posledicami. Na drugi strani včasih je treba osebi dati sposobnosti, moč pravzaprav, da nekaj tudi konkretno naredi. Usposobiti jo za nekaj. In zadnja, tretja stvar je, ko smo torej začeli, nadaljevali pravilno, je, da naredimo nek konkreten načrt. Konkreten načrt, ki pomeni in definira, kdo bo nekaj naredil. Se pravi, kaj se pričakuje. Lahko od obeh v tem soočenju, oziroma kaj se pričakuje od osebe, ki smo jo soočili z nečim. Se pravi, konkretno povemo. S tem običajno nimamo težav. Kdo bo naredil kaj? Tudi to definiramo. Kaj konkretno bi se moralo zgoditi? Kaj konkretno bi se naj spremenilo, ko se o tem pogovarjamo? Dokdaj? Lahko je to takoj, lahko neke stvari zahtevajo določen čas. In zadnja stvar, ki je zelo pomembna, je, da povemo, kaj bo sledilo potem. To veliko krat pozabimo. Namreč, osebo soočimo z nečim, povemo, kdo bo naredil kaj in dokdaj, potem pa nikoli več o tem ne govorimo. Nikoli se ne vprašamo, če se to res zgodilo, če je to res bilo narejeno. In Angleži rečejo follow-up, se pravi to, kar sledi, je nekaj, kar lahko spodbudimo ali mi, ki soočamo nekoga z nečim, ali pa ta druga oseba. Se pravi, ni pomembno, kdo prevzame odgovornost za to, da se bo nekaj nadaljevalo. Pomembno je, da se nadaljuje, da vemo, da bomo po nekem obdobju konkretno pogledali stvar. Ko želimo osebo usposobiti na nek način, da nekaj naredi, da spremeni, ko te stvari definiramo, prepoznajmo tudi, kaj je naš delež v tem. Včasih bo potrebno zelo veliko krat morda reči, če bom jaz naredil to, sploh ko gre za delovne odnose, recimo. Če bom jaz naredil to, a lahko potem pričakujem, da bo narejeno to s svoje strani. Ali potrebuje še kaj? Skratka, kombinacija nečesa, enega in drugega, ampak pravzaprav je to del soočenja, kjer mi prispevamo svoje. Naša zgodba je pomembna ne samo v tem, da definiramo problem, ampak tudi v tem, kako se bo ta težava rešila. Ključno je, da ne napadamo, da ne ogrožamo, ampak da pristopimo na način, v katerem se, kot smo rekli, oseba počuti varna, da skozi komunikacijo ugotovimo, kaj manjka, ali motivacija, ali sposobnosti, ali enega in drugega, da karkoli spremeni in da to poskušamo narediti, in da potem skupaj pridemo do načrta, kdo bo naredil kaj, dokdaj in kako bomo to preverili. Ne ponujemo svojih rešitev. Sicer je to najlažje, najhitrejše, da ponudimo rešitev, kaj mislimo, da bi bilo dobro, ampak odprimo vrata za to, da pri iskanju rešitve oseba sodeluje. Da sama predlaga. Ker vsi vemo, da tisto, v čemer mi sodelujemo, smo veliko, veliko bolj motivirani, da naredimo, kot pa nekaj, kar nam je nekdo rekel, da moramo narediti. Bomo sicer naredili verjetno, ampak rezultat bo daleč od tistega, kakršnega bomo imeli, če bomo sami v tem sodelovali. Skratka, to je, jaz bi rekel, neka osnova soočanj, ključna. Seveda, o vsakem od teh korakov, vsake od teh stvari bi lahko veliko še govorili, ampak dejstvo je, da tudi nismo časovno neomenjeni, jaz ne bi rada, da bi me vi bolj soočali tam na vratih z nekimi stvarmi pri tem. Tako da se moramo držati tudi tega roka nekako, ki ga imamo na razpolago. Skratka, upam, da je to nekaj, kar vam koristi, kar prepoznavate kot koristno. Morda ste rekli, veliko tega že delam, že vem.
pa je mogoče to ena dodatna spodbuda, da nadaljujete, ali pa tudi, da začnete. Sploh ni pomembno. Skratka, kot smo rekli, namen na začetku je izboljšati naše življenje. Ne? In to področje nam lahko pomaga veliko v tej smeri, tako da se temu ne rabimo izogibati, tega se ne rabimo bati, ni to nekakšen bav, nič groznega se ne bo zgodilo. Lahko da je prvič, ko se lotevamo tega, malo neprijetno, pa smo negotovi, če delamo prav ali ne, ampak hitro se, če prepoznamo določene stvari in vemo, kaj treba narediti, tudi lahko naučimo, da bomo tako delali.